centru Newmanovem v Oxfordu, dan sem večkrat šel. To je tak zanimiv mož. Anglikanc, potem katoličan, ampak je Anglikanca zelo spoštoval, nikoli ni rekel slabe besede, je pa napisal karkoli, ne. Kor, lopitev. Srce govori srcu. Torej, to je odgovornost. Potem pa, če pridemo še do Kanta, ki so taki trije temelji, se mi zdi, v filozofiji in tudi za etiko, odgovornost ključnega pomena. Kant je poleg Platona Aristotela oče etike. Veste, na njegovem grobu piše, da zvezdnato nebo in moralni zakon meni me vedno znova navdušujeta. In ta moralni zakon je v vsakem človeškem bitju. To papež izredno poudarja. Pred Bogom ni delitve na vaše, take maše, pa ne vem kašne. Na hindujice, muslimane, jude, one filozofe, tretje, četrte. Pred Bogom je človek, ki je ustvarjen po Božji podobi. In Kantovo stališče je to. Avtonomna etika. Človek spozna, se pravi, določene stvari in spozna, tukaj bi Kantov lahko mečkano poreka, splošno spoznamo, obče veljavno spoznamo temeljne etične zakone. Permise, temeljne ta pravila in potem, ko človek to spozna, je druga točka, kategorični imperativ. O tem ste gotovo slišali, ne hipotetični, če mi bo stara mama dala njivo, pa je bomo šel obiskati v dom starejših. Ne, kategorično. Stara mama je v bolnici, je v domu za starejše in jo gremo obiskati, je to prav. Če mi bo podala njivo potem, ali pa kozolca, ali pa hišo, je pa v redu, ampak je ne smem zaradi tega obiskati. To je lahko samo posledica. Kategorični imperativ in iz tega izvira tudi odgovornost človeka. Spoznanje, občeveljavnost, kar je prav in to je treba storiti. Ne glede na to, da bi mislil, zdaj bom pa to dobil, hipotetično, če mi daš to, bom naredil to in to. Ne, naredim to, ker je to prav, ker je to dobro. In glede, iz Kanta izvira potem tudi v medicini, kolikor mi je poznano, ko sem bral deontologijo, medicinsko deontologijo, pa medicinsko etiko, pa tudi etične kodekse različne po svetu, izhaja tudi ta medicinska deontologija. Vi zdravite nekoga, ker je to prav. Velikokrat je problem, profesor Roberto Favaloro razlaga, kako je v Argentini, pa nima plačila, nima zavarovanja, nima za operacijo. In René Favaloro, ustanovitelj te klinike, je tako trpel in tragično končal zaradi tega ravno. Torej, pomagam, zdravim, delam, ker je to prav, ker je to dobro. Ker je tudi naporno seveda, včasih zelo zahtevno, potem pravi Kant, na koncu imamo še, vendarle je treba še poudariti, da je duša nesmrtna, predpostavljati potem, da je svoboda nujna in seveda, da je nujno tudi, da Bog to omogoča, čeprav je pustil Kant tukaj zelo odprto. To so tako imenovani njegovi postulati, kakor da bi to bilo. Kant je za etiko in za odgovornost ključna odločilna oseba. Se pravi, kategorični imperativ, prav, ker je to prav, spoznanje etičnih pravil, ki je položeno srce vsakega človeka. In to je tudi stališče nadškofa Šuštarja, ko je bil profesor moralne teologije v Švici, je veliko govoril o tem. Bom par citatov prebral, ampak njegovi temeljni principi so bili pri odgovornosti. Napisal je namreč, zdaj, ko sem iskal še druge tekste, ste že vi tako lepo poiskali, je napisal eno knjižico o odgovornosti, prav, pa predavanje imel o odgovornosti. No, potem sem se to našel, če bo koga zanimal, imam še en zelo dolg tekst, ki ga je tudi objavil, napisal v knjigi, ga bom, pa po internetu, potem ga boste lahko dobili, tega ne bi zdaj brali, ampak
kaj so pri njemu temeljni principi. Najprej, pri odgovornosti, ko govori, človek kot svobodno bitje. Če ni svobode, notranje, zunanje, potem ne morem biti etičen. Če mi nekdo pištolo drži na glavi, potem je težko govoriti o odgovornosti. Se pravi, da je nekdo nekaj naredil, ker to je pa tudi po vseh krščanskih pravilih in vseh verah, pravzaprav, ki jih spoznavamo po svetu, da brani svoje življenje, je temeljni princip. Če me nekdo hoče napasti, ne bom kar gledal, ne? Včasih kdo razlaga tisto levo pa desno lice v evangeliju, bom pa kar čakal, ne, da me nekdo klofuta. Bom dal nazaj eno, tako močno. Človek ima pravico braniti sebe. Tista primera prispodoba kaže sem na to, da se zlo ne rešuje z zlom, ampak odpuščanjem in dobrim, ker če ne se to povečuje. Drugače pa Sveto pismo zelo jasno pove, da je treba braniti svoje življenje, pa še kako. Ampak začaran krog zla se lahko preseka samo z odpuščanjem, resnico in ljubeznijo. No in pri nadškofu je to svoboda izredno poudarjena. Če ni svobode, družbi, kjerkoli smo, v osebnem življenju, potem človek ne more biti zares odgovoren, ker je v nekaj prisiljen, ne more odgovoriti, ne more biti odgovoren za svojo vrtnico. Vrtnica je simbol za bližnje, za vas, vi ste vrtnica, Metka, vi gospa, ne vem, vrtnica in vi ste zame odgovorni, drug za drugega. Se pravi, svoboda, potem pa, kar je pri nadškofu bilo zelo pogosto poudarjeno in zelo, zelo jasno, veste, izraženo pa je bilo, ob svobodi pa je ključnega pomena vest. Vest. Ta, veste, žarek vesti, zdaj je tam lepše napisano, ampak boste potem lahko na internetu prebrali, žarek vesti pa je v vsakem človeškem bitju na tem planetu. Sam spoznava. Zdaj, ko bomo v Makau, bo 5% katoličanov, drugače bodo pa glavni hinduisti, budisti, konfucionisti. Konfucioniste ima sploh tako rad. Jaz ta naš center v Ljubljani, ki je Konfucijev, ne? Ježeš Marija, to je ena tako uboga žalost, tudi pa še ne vem, na ekonomski fakulteti, ne vem, kako je tja prišel. Ampak sem rekel, pa ste prebrali Konfucija, tiste, ki to vodijo. To so čist zaradi drugih razlogov. Bogi Konfucij, sem rekel, ne. On je bil tak asket in napisal fantastične stvari, potem pa to iz njega rada, ne. Torej, vest je v vsakem človeku. Zame, po teh letih, ko spoznavam študente, ko se srečujem z različnimi ljudmi v šolstvu, ki ne hodijo v cerkev, takimi, drugačnimi, drugih ver po svetu, sem globoko trdno prepričan. Iskrica vesti je človeku absolutno, in to je tudi temelj njegove odgovornosti. Torej, najprej svoboda, potem je vest, potem pa Šuštar, nadškof Šuštar govori o odgovornosti. Odgovornosti do sebe, bližnjih in družbe. Tukaj smo pa na zanimivem področju. Odgovoren sem za sebe. Kaj s sabo delam? Da imam sebe rad. Pa tle ni važna izobrazba. Včeraj, ko sem bil srečen z Birmanci, se upravičujete, da kaj privode govori v stični, vem tak maneken tam, prav zanimivo frizuro ima, pa sem jih sprašal, kaj bodo, pa reče, to, pa ono. Je rekel, veste, jaz bom pa poštar. A ni lepo, sem rekel, po moje bo šef pošte. En je rekel, da bo, ne vem, kuhar, ena rekla, da bo frizerka, sem rekel, kaj pa če mene ostrigli? Kako, lahko je manjša cena, ko imam bolj malo las. Je rekla, ne, še več, ker je treba lase iskati. Ja. Pa sem dobil porcijo. Ja. Pa sem dobil svoje. Torej, gledajte, vest je v človeku in se pravi odgovornost za sebe, rad imeti sebe. Za vsem tem, kar sem. Za vsemi, ne vem, padci, vzponi, onim, tretjim,
konflikti, kdo reče, da ni konfliktov, je pokojni Trstenjak napisal, laže na celi črti. Konflikti so v ustanovi, šoli, družbi, škofiji, samostanu, družini. Umetnost je, da konflikte rešujemo. Meni je tako lepo, če reče, da dva fant sva se skregala, da se je kar bliskalo. Ampak veste, sva se pogovorila, zdaj se imamo pa še bolj rada. In jaz trdno verjamem to. Če se pogovorimo po nekem konfliktu, potem lahko drugega še bolj spoštujemo, ga imamo še bolj radi. Torej, odgovornost za sebe, pravi Načko Šuštar. Potem je odgovornost za druge. To je v tej družbi individualizma, tak naslov je, ker sem v glavnem je tam tekst o liberalizmu, je izredno pomembno. Odgovornost za bližnjega, odgovornost za svojo vrtnico, odgovornost za človeka, kaj se z njim dogaja, za bližnje, otroke, sosede, ne pa da se zapreš med 4 stene in konc, briga me ta svet. In ta pasivnost, ta fatalizem je grozno danes. Fatalizem pravi Václav Havel, vdanost v sodo. Joj, 100 let je bilo tako, se bo še 100 let tako. Nič se ne da spremeniti. To ni res. To preprosto ni res. Fatalizem, pravi Václav Havel, je grozovita napaka človeka. Lahko se nekaj spremeni. Če se meni sam začne spremenjati, sam začne gledati drugače. Če sem sam drugačen, tudi svet drugačen. Ena primera, to je tudi rad povem, veste, kakšni ljudje vse posod vidijo, da bi vse delajo narobe, vsi mu nekaj hočejo, skozi je ogrožen. In je prišel tak človek, en zdravniku, ne, si je zlomil prst, pa je prišel zdravniku, pa se tako lepo dotakne, pa tako dotakne, pa tako dotakne, pa tako dotakne, pa to. Je rekel, povsod me boli, čist povsod, je rekel zdravniku. Zdravnik mu je pa rekel, gospod, zlomljen prst imate. To je bil problem. Meni je nekaj narobe. Torej, odgovornost za drugega, za bližnjega, za vrtnico ob meni je izjemnega pomena in takrat človek v tem letu, v tem času individualizma, osame, to je za najbolj nevarno. Namreč, kaj se zgodi? V tej družbi osame, ugodje, udobje, paše mi uživam, to je največja bakterija, želočne se prej reše, en teden približno. Bakterija, ugodje, udobje, piše en angliški avtor, McIntyre, pravi, to je pa bakterija, ki uničuje. Recimo se je šola začela, sem poslušal in ta profesor Juhan, ne Janez Juhan, ampak drug je rekel, šola se začela, joj, kak je težko, pa spet so težki časi, pa ne ve kaj. Kakšni težki časi? Nekaj treba delati. Šola se hodi, uči se, rokave se zaviha. Včasih dobiš cek, včasih 2, včasih po 5, ali pa 4. 4 je bila zame super ocena, 5 je preveč zahtevna, da se moraš preveč učiti. Za 4 se pa ni treba dosti, ampak to dobro, to ni. Odgovornost za bližnje je zelo pomembna, namreč zakaj? Glede, ko se človek osami, je prva točka in ima pred sabo, mi povejo odkrito, fanti in dekleta, ko se začujem, koliko sto pred internetom pa drajsanje? 4 do 5 ur na dan. Sem rekel, pa je to res? Ja, res, včasih še več za vikend, v počitnicah pa itak, ne, je to komunikacija. In tak človek postane šibak, potem se malo smili sam sebi, tak človek postaja pasiven in v taki situaciji se kaj zgodi? Ni sposoben odgovornosti, ampak samo čaka. Samo čaka, kaj bo, in posledica tega je, da se zgodi tako imenovani mehki despotizem. Govori en avtor iz Kanade in sicer Charles Taylor pravi mehki despotizem. Vse se sprejema zakone, vse pravilno se sprejema, vse je po proceduri, v bistvu pa je politiki všeč, da so ljudje pasivni.
in se z lahkoto manipulira z njimi. Sam pogledajte, sem srečal enega Američana, gospod profesor, vi bolj poznate, preden so bile izbor med Hillary, Clinton pa Trumpom, in Američan je vedno odražen, ker so včasih malo takole, taki, no, čeprav sem veliko z njimi, vse sem v tem angleškem prostoru vse čas študiral, sem rekel, imate vi pa pravo demokracijo. In rekel, sram me je, sram. Obe varianti sta nemogoči. Manipulacija, da ne govorim na etičnem področju, na verskem, vse možne kamne se časti, danes ni problem, veste, duhovnosti. Kamen, drevo, polna luna bo zdajle, to bo enega češčenja, ta doba, ona doba, ni da ni. Pa ne samo pri nas, po svetu. In se pravi, manipulacija, ko tak človek seveda družbi to ustreza, vodstvu ustreza, ker se da z njim početi vse možne stvari. No in da zaključim, ker vidim, da gre pa že sekunde, se pravi, odgovornost pa tudi do države, do družbe, tukaj pa Šuštar odpre vprašanje. Ja, odgovornost je zelo pomembna do države, družbe, zakonov in moram za to državo nekaj narediti, to država je moja vrtnica. Ampak, če pa ta država sprejema zakone, sprejema stvari, ki so neetične, potem pa je zadnja odgovornost moja vest. Ne morem to, kar pasivno poslušati. In gledajte, papež Janez Pavel II, Benedikt, ki je izreden mislec, je bila analiza narejena, evangelij življenja, se pravi, ogromno zakonov je, ki so neetični. Tukaj pa, in tudi zdravstvo, kaj je treba vse slediti, kaj se sprejema, Zdaj bo, ko se sprejema tudi podpise za referendum in to, v tej zakonodaji je včasih pravi kaos. Jaz sem specialist za to, ampak ko se pogovarjamo s pravno fakulteto, pravniki pravijo, sami priznajo, cel kup zakonov je, ki so popolnoma skregani z etiko. In kje je tukaj odgovornost? Zadnji kriterij je človekova vest. Torej, da zaključim, odgovornost v družbi liberalistični, to v tekstu bolj piše, v tem individualizmu, etični skepsi, pragmatizmu, je še toliko bolj pomembno, ker je rahlo zmedeni časi so, spremembe so izjemno hitre, po internetu prihaja dnevno tisoč stvari, zahtevajo močno osebo, ki ima svojo pamet, mnenje, ki se zna odločati, ki ohranja notranjo svobodo, hkrati pa ima tudi pogum, da ko nekaj spozna, to tudi naredi, se odloči in odločitev vedno pomeni, da je za tem človek, ki ima neko modrost, pogum, pa tudi voljo in vrlino, da nekaj lepega in dobrega stori na tem svetu. Hvala lepa vam.